Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o Črni Mariji. V glavnem zaključujem knjigo in tako sem zadovoljna, zdaj pa počasi bo čas, da se bo to rodilo. Nov projekt v glavnem. In danes me sprašujejo moje punce, mami, kako boš ti razložila ljudem, kaj vse ti pišeš noter. No in v glavnem zdaj se ukvarjam z zgodovino. In zgodovino, ki vpliva na naša zavedanja. Se pravi, kako da na nacionalni ravni, kako zavedanje naših prednikov nekako vpliva na nas, kako dojemamo. Vemo, da v Sloveniji za nas Slovence velja, da smo majhni, da se nič ne splača, da se nič ne da in tako naprej. Zadnjič mi je ena gospa rekla, ja, če bi bili kje drugje, bi se že zdavnaj postavili po koncu. No, in veste, da mi je dal misliti, ampak res misliti, zadnjič gospod Jože Munih, ko mi je razlagal, kako je menda odlok, ki je prišel okrog leta 1500 strani papeža, da je potrebno na vse te obredne kroge starih starovercev oziroma naših prednikov postaviti cerkve. No in jaz sama sem potem razmišljala, glede na to, da imamo v Sloveniji toliko cerkva, da je dejansko Slovenija en velik portal. Ker če pogledate, zadnjič, ko smo tle gor nad hišo sedele, smo štele cerkve, koliko jih vidimo okrog sebe, dejansko vidimo, mislim, da smo naštele 15 cerkev, ki jih vidimo dejansko iz hiše, pomislite. In pomislite okrog sebe, koliko je cerkev, koliko je cerkva. Pomislite, jaz kot otrok sem se spraševala, zakaj ima praktično vsak vrh v Sloveniji svojo cerkev? No, tam, kjer sem jaz odraščala na Sevškem, recimo ena cerkvica, Sveti Mohor, ta Hrušov hrib, tisti, ki ste domačini, boste vedeli, kater hrib je, to je tam, kjer sem se jaz rodila, potem na drugi strani Sveti Miklavž. Dejansko cerkev, vsak hrib ima svojo cerkev praktično. In zdaj pomislimo, če je prišel odlok okrog leta 1500, da je potrebno na vse te obredne kroge staroselcev praktično postaviti cerkev, to pomeni, da so dobesedno zatrli duha Slovencev. In potem, ker takrat je bilo tako, prvi val pokristjanjevanja je bil, kdor se ne krsti, je kaznovan s smrtjo. In nekateri ljudje, sploh na Tolminskem ali pa v teh bolj odročnih predelih, so pobegnili visoko v hribe in so še vedno pač imeli verovanja svojih prednikov. Nenazadnje, recimo, veste, kaj mi je zanimiv podatek? Recimo kurent. Kurent je bog praznovanja. Povezujejo ga tudi s spolnostjo, s to divjo strastjo. Recimo boginja Živa, to je bila boginja Mater Božja, podobno z Venero. Recimo, če pogledamo grško mitologijo, je upodobljena z dolgimi lasmi in v roki drži jabolko. Recimo zdaj pa, če pogledamo prav Venero, je gola in ima dolge lase in nekaj drži v roki. Nimam pojma kaj, nekaj drži v roki. No in zdaj, če pogledamo, da s tem, ko je prišlo to pokristjanjevanje v našo deželo in ker je bil slovenski človek tolikokrat kaznovan, nenazadnje vemo, da so bile hude mučilnice v srednjem veku, ena od zloglasnih je bila tukaj v Škofji Loki in vemo, da praktično vsak grad je imel svojo mučilnico. Potem čarovnice se je kurilo na javnih mestih. Zgodba Visovške kronike kaže o tem, kako je v bistvu Agata, če bo potonila, je čarovnica. Če se bo rešila, jo bojo skorili, ker je tako čarovnica. V vsakem primeru, dejstvo je, da je bilo treba zatreti to ustvarjalno moč. No, potem pojmo namečkaj na babo. V Sloveniji recimo je izraz babnica pa baba, je dejansko nekaj, kar je slabšalno, kar je lejo babo ali pa, to je nekaj, kar je slabo.
Medtem ko ruska babuška, ona velja za modro žensko. No in zdaj, če pogledamo, nekoč so bile babe modre ženske. Je bila mladenka, je bila, ne vem, žena, ženska, mama in je bila baba. In to pričajo tudi stara imena, kot je recimo babji zob, babno polje in tako naprej. V glavnem, tukaj v Sloveniji imamo kup teh babjih jam na koncu koncev. Ena od najbolj ohranjenih oziroma babja jama na Cerkljanskem, kjer so najdali tole piščal, ki je stara, zdaj ne me držati za besedo, ampak mislim, da je okrog 15.000 let. V glavnem, zelo stara, ali pa še več, morebiti sem eno nulo pozabila dati zraven. Dejstvo je, da tukaj so živeli predniki. Živeli so predniki z naravo, povezani z naravo. In potem je bilo treba zatreti tega duha. In zdaj, če pogledamo bajke kot je Kralj Matjaž, da nekje pod peco spi in čaka na ta pravi čas, da nekoč se bo zbudil. Jaz upam, da se bo enkrat zbudil nekdo, ki bo popeljal naš slovenski narod v bolj rožnate čase, v boljše čase. Zdaj, če pogledamo naprej, basni, ki govorijo, ali pa ta mitologija, ki govori slovenska, praznovanje kresne noči. Recimo, jaz se še vedno spomnim, kot otrok smo kurili kres na, mislim, da 25.5., ko je bila kresna noč. In takrat se je okrog kresa plesalo in po vseh hribih so goreli kresovi. No, zdaj v glavnem se kuri kres za 1. maja. In spet je eno izročilo šlo v pozabo. No in dejansko zdaj, zakaj vam to govorim, vse te zadeve? Vse te zadeve vam govorim zaradi tega, da se mogoče spomnimo, ali pa da mogoče, tokrat poslušam neke zgodbe, ko rečejo, mene kar zmrazi, ko pridem v cerkev. Ja, to je spomin duše. To je spomin duše, ki je povezan s tem, da je v bistvu so tebe kot dušo preko cerkve imaš neki izziv. Ali pa recimo druga zadeva, sindrom Marije Magdalene. Marija Magdalena je bila označena za grešnico, za prešuštnico. Ona je bila tista, ki jo je bilo treba kamenjati. Dejansko so se pravi na Bližnjem vzhodu, v arabskem svetu oziroma v tem judovskem svetu, so ženske ubili s kamenji, tiste, ki so bile prešuštnice. Tukaj ni bil nihče izmed moških kriv za to, da je skakal čez plot, ampak je bila ona ženska tista, ki je bila grešna. No, pa imamo zdaj še majčkeno naprej, kar se tiče tega potovanja, to, kar zdaj raziskujem. Zdaj raziskujem naprej tudi, recimo, Jože Munih mi je rekel, da v Trenti obstaja kip Črne Marije. Tisti, ki ste iz Koroške, veste, da imate na Koroškem Črno Marijo, majčkeno stran od Črne na Koroškem. In mogoče se prav Črna imenuje Črna na Koroškem po tem kipu Črne Marije. Jaz sama sem bila, v glavnem nisem niti vedela, da imamo v Sloveniji več kot 7 cerkva, kjer jih krasi kip Črne Marije. Recimo Ptujska gora, pa en kip je v frančiškanski cerkvi v Ljubljani, pa v Kopru. In tisto, kar je pa meni najbolj zanimivo, pa še Stara gora nad Čedadom, to je pa na italijanski strani, ker to je bilo včasih slovensko, tudi tam je kip Črne Marije. No, jaz sem pa bila leta nazaj v Barceloni in sem bila na hribu Montserrat. No in tam je zanimiva zgodba te Marije, kako je prišla tja. Dejansko so raziskovali, ali pa dajmo začeti, kje se je pojavila. Pojavila se je ta Črna Marija v eni od votlin. In to je, Montserrat je zanimiva gora, ker je tako kot prsti narejena, veste, tako kot bi se morje dvignilo ven in dejansko na teh, to je čez 1200 metrov visoko hribovje in je zanimive oblike, ker ko hodiš po teh
prstih gor, to je morsko dno, tam so školjke. Dejansko je, kot bi hodil po morskem dnu. In tam noter je prepredeno polno nekih tunelov, votlin in pastirji leta 880, tako, ko so pasli ovce oziroma po noči, ko so pazili na svojo čredo, so opazili, da iz ene od votlin prihaja angelsko petje in opazili so žarečo svetlobo in so dejansko raziskali to področje in so našli podobo oziroma kip Črne Marije, ki v naročju drži Jezusa. Jezus v eni roki drži, v levi roki drži storž, desno roko ima položaj blagoslova. Marija levo roko drži okrog Jezusa, medtem ko v desni roki drži svet. Pomislite, leta 880 nihče ni vedel, da je svet okrogu. Takrat so verjeli v to, da je svet ploščat. To je zdaj ena zadeva. Druga zadeva, ta storž v Jezusovi roki. Zanimivo je, da iz vzhodne kulture ponazarjajo oziroma povezujejo simboliko storža z epifizo, to je pa žleza v središču naših možganov, ki ga opisujejo kot modri biser in ta modri biser je v povezavi, pravijo, da je to sedež duše. Tukaj se odpira kanal do stvarstva in bolj kot počistimo to, kar nas zadržuje nazaj, bolj se odpira kanal proti svetlobi. No in zanimivo, zdaj, če se vrnem na zgodbo iz Montserrata, ta kip so večkrat poskušali odnesti v dolino in dejansko, ko so ga poskušali odnesti, to je majčken kipec, 36 cm visok, je postajal vedno bolj težek, dokler niso prišli do zaključka, da kip ostane gor v hribih in potem so postavili leta 888 samostan in dejansko kasneje so to razširili in kdor potuje v Barcelono, priporočam, pejte na ta čaroben hrib Montserrat. Res se splača. No, zdaj pa če pogledamo naprej. Zakaj vam vse to pripovedujem? Nazaj bomo šli. Od kje prihaja ta kipec? Ta kipec Črne Marije povezujejo da izvira iz Svete dežele in sicer, da naj bi ga naredil apostol Luka. Apostol Luka naj ga bi naredil iz klesov leta 50 našega štetja. Potem so pa taki prenesli v Egipt in potem so Egipt napadali Mauri in so kip prenesli v Barcelono in potem je zginil in potem se je pojavil. Poglejte, zanimivo je, da Jože Munih je rekel, da je možno, da je ta kip Črne Marije povezan s tem, da dejansko je bila Marija črna. In potem je krščanstvo, to je zdaj ena od hipotez, prebarvalo Marijo na belo barvo, zaradi tega, da je bila bolj sprejemljiva. Možno je vse, a ne da? Zdaj, če pogledamo, zakaj vam vse to razlagam. Razlagam vam vse to zgodovino zaradi tega, ker mi moramo poznati zgodovino, moramo poznati, kaj se je dogajalo, zakaj se je dogajalo in ne nazadnje, recimo to, kar zdaj to zgodovino vlačim ven, reinkarnacija je bila opisana v Svetem pismu in okrog leta 300 so jo dali zbrisati, zato, da je bilo lažje peljati množice. No in poglejte, v tem zahodnem svetu se še vedno dogaja, da se stvari prireja, zato da je lažje peljati množice. Jaz tukaj nisem za vstajo, ampak sem zato, da vsak počisti svojo nesnago in da vsak začne čistiti svoje vzorce. In če vemo, da imamo neko jezo ali proti ustanovi, inštituciji, proti vladi, imamo mogoče v sebi noter nekaj za počistiti. Druga stvar, če imamo prepričanje, da smo majhni, da se nič ne da, da smo otesneni in tako naprej, je treba nekaj počistiti. Poglejte, jaz verjamem v to, da je duša
nesmrtna. Verjamemo to, da smo na potovanju skozi mnogo življenj, kjer se učimo. Verjamemo to, da nas življenje uči. Verjamemo to, da recimo tisti, ki zdajle delate mogoče stvari, ki se vam ne zdijo tako etične, ampak jih vseeno delate, zato ker dobivate službo, mogoče je to naloga vaše duše, da ste to že več življenj delali. Poglejte, 2. svetovna vojna, Hitler ne bi mogel narediti takega opustošenja, če ne bi imel ljudi, ki so hodili v službo. Nekdo je mogel odpirati vrata in nekdo je mogel dajati ljudi v komore, kjer so žive ljudi kurali. Nekdo je hodil v službo, nekdo se je bal za svojo rit. In mogoče se zdaj bojite za svojo rit in ne upate narediti korakov, zato ker boste ob glavo. Ker mogoče ste bili v enem od življenj ob glavo, ko ste se postavili, ko ste rekli, ne, tako se pa ne bo delali. In so vas mučili in ste si takrat zaobljubili, da nikdar več se ne boste pokazali, nikdar več ne boste stali za svojimi prepričanji in hodite samo v službo. Zato verjamemo to, da vsak izmed nas lahko počisti svoje podzavestna prepričanja, da vsak izmed nas dejansko z mišičnim testom lahko preveri, mogoče to v njegovi podzavesti. No in zdaj, če jaz probam ta trenutek če zmigam rame in zamižim in rečem, v spominu moje duše je to, da moram biti tiho in potrpeti. Ne. V spominu moje duše je, da moram pridno hoditi v službo. Ne, že zdavnaj sem jo pustila. Ampak mogoče nekdo izmed vas hodi v službo in veste, da ni v redu, nekaj, kar morate mogoče podpisovati, nekaj, kar morate delati. Dajte stati za svojimi prepričanji. Dajte narediti tisto, kar vi veste, da je etično prav. Vem, da vas je strah, kako boste preživeli. Ampak, v kar spet verjamem, ko mi zmoremo tisti korak narediti v svojem življenju, ki nas najbolj drži nazaj, ko zmoremo prerezati to nevidno vez, ki nas drži, takrat se odpre nov svet. No in potem sem razmišljala, kako porezati te vezi. Kako porezati, mogoče celo zdravilno molitvijo dekodiranja, določene vezi z določenimi ljudmi, ki nas vežejo. Spet vam bom rekla, le tisti, ki ne morete porezati sami vezi, pejte gospe Marjeti Miklavčič, tipkajte v Google, boste najdeli Simfonija življenja, v glavnem boste najdeli, pejte tja in vam bo pomagala porezati vezi. Jaz sem šla k njej, zato ker nisem znala sama. No in zdaj dobila sem določeno moč in zdaj imam več moči in lažje delam to sama. Druga zadeva pa, razmišljala sem, kako bi lahko mogoče zdravilno molitvijo dekodiranja vam pomagala. In poglejte, če molimo zdravilno molitev dekodiranja za rezanje vezi, jo molimo na ta način. Vsemogočni Bog, če je v skladu z božanskim zakoni, naj se v vseh smerih časa in prostora prerežejo vse eterične vezi med menoj in dušo, in zdaj ustavite tega človeka, s katerim ste zvezani. In dušo, se pravi tega človeka, ga poimenujete v tem življenju. Naj se vsi nivoji mojega duha napolnjajo zdravilno božjo svetlobo, roko damo v modro za moč, vdihnemo skozi usta, izdihnemo skozi usta in potem nekajkrat ponovimo, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo in potem zasukamo desno roko dol in primemo tukaj, kar preko solarnega pleksusa vstopajo energije, primemo snop svetlobe in si predstavljamo, da je leva roka kot meč, ki to prereže. In ko to delate, imejte prižgano kakšno svečko, da si predstavljate, da te vezi vržete v ogenj ali pa da se te vezi izničijo v angelski svetlobi. Dejansko razmišljam, kako se osvoboditi, ker vsi imamo neke
okove, ki nas vežejo, vsi imamo neke odnose, ki so tako prikovani. In dejstvo je, da potrebno je nekaj narediti. Tudi če uporabljate vijolični žarek očiščenja, zdaj pa kaj je to? Vijolični žarek očiščenja, v bistvu vijolična barva je v spektru barv ima najvišjo frekvenco. In prav vijolična barva, ko jo mi pokličemo vijolični žarek očiščenja, pomeni tako kot, predstavljajte si, a veste, poleti, ko imamo komarje in date tisto vijolično lučko v vtičnico, ko enostavno komarji popadajo stran. No, enako dela vijolični žarek. In potem, glejte, ko zapremo oči in samo rečete vijolični žarek očisti me, ali pa lahko uporabljate Mojzesovo kodo. In Mojzesova koda, vemo, da gre na ta način, da dihate, med dihanjem govorite jaz sem, ki sem, jaz sem, ki sem. Vam ponovim, jaz sem, ki sem, jaz sem, ki sem, jaz sem, ki sem, jaz sem, ki sem, jaz sem, ki sem. V glavnem, in si predstavljate, da ste vijolični, obdani z vijoličnim žarkom. Gre se za to, da se zavemo, da v sebi imamo moč, da se zavemo, da vse to, kar nam je bilo odvzeto, ali pa v kar so nas prepričali, zato da smo prevzeli določeno vero, zato da smo se pokorili. Zdaj, glejte, tukaj mi ženske imamo predvsem za narediti en velik premik. A veste, kje sem prebrala? V knjigi Koliba sem prebrala, da ženske imamo samo to za narediti, da od tega, da služimo svojemu gospodarju, se pravi v tem primeru, da služimo moški figuri, obrnemo pozornost proti Bogu. Se pravi, imamo lažjo pot, zaradi tega, ker samo usmerimo pozornost proti Bogu. Medtem ko moški imajo pa težjo pot, ker morajo svojo pozornost obrniti od tega, da služijo denarju proti Bogu. Se pravi, morajo zamenjati, imajo večjo nalogo, ker ta materialni svet te požre. Ta materialni svet, kaj imam, delati, imeti na prvem prestolu materialno, dokazati vrednost. In tukaj, kdor želi dokazati, s tem pokazati, da nekaj je, oziroma sindrom Napoleona in sindrom majhnih psov je približno isto, dokazati, da si velik. Vemo, da Napoleon je imel velik izziv s tem, da nihče ni smel reči, da je majhen, medtem ko sindrom majhnih psov je pa povezan s tem, da lajajo, kakor je en pes večji, lajajo tistega psa. V osnovi so pa prestrašeni. No in vem, vsak izmed nas ima precej dela. Vsak izmed nas je na svoji poti. Zdaj pa za konec en tak apel. Glejte, vsi tisti, ker če bi bili tako presvetljeni, bi bili že zdavnaj v nebo vzeti in nas ne bi bilo več tukaj na zemlji, pač učimo se, delamo korake. Ampak te množične meditacije, ki se dogajajo, dejansko se odpirajo razni kanali in ko vi odprete te kanale, vi nase lahko potegnete astralne temne sile. In zato dajte moliti sami. Dajte prižgati svečko, zato ker se te nižje entitete astrala dobesedno skurijo na ognju. Dejansko so tako, res si predstavljajte, tako kot komarje. Ne marajo luči. Dajte prižgati, kadilo, sveti les, zaradi tega, ker te nižje energije ne marajo kadil. In v cerkvah že vejo, zakaj kadijo, zato ker dobesedno, kadijo kadila, zato ker dobesedno s tem odganjajo iz tega svetega prostora, odganjajo entitete. In zdaj, če gledamo, da so cerkve res zgrajene na energijskih točkah, to so sveti prostori. Ko bodo odprli cerkve, ne pojdite v cerkev zato, ker morate iti, ampak dejansko zato, ker je tam sveta energija. Sveta energija je dejansko povsod v gozdu, ker je še popolnoma neokrnjena in
če najdete določene oziroma če veste za določene energijske točke, ker v Sloveniji jih je polno, pojdite tja. In dovolite, da se napolnite z novo energijo, ker poglejte, mi vsi smo res veliko, veliko več, kot se zdi na prvi pogled. A gremo še na karte, prehod v novo dobo, da vidimo, kakšno je sporočilo za prehod v novo dobo. Kakšno je sporočilo za nas, ki delamo korake? Kakšno sporočilo je za nas, ki želimo bolj živeti? No, da vidimo, sporočilo s kart, prehod v novo dobo, odpuščanje. Odpuščam in odpuščeno mi je. Naj zdravilna svetloba teče skozi moje telo. Odpuščanje je za moje pojme osnovno čustvo. Odpuščanje drugim, ampak predvsem odpuščanje sebi. Sejem semena ljubezni. Naj Kristusova ljubezen do in damo osebo noter, napolni moje srce. Ljubezen presvetljuje vse moje odnose. V moje življenje priteka nova energija, ki prinaša pomlad na vsa področja. Dovoljujem in sprejemam čudeže. A gremo še na eno sporočilo? Sporočilo s kart prehod v novo dobo. Da vidimo. 7. Sporočilo 7 je pa povezovanje. Na svetu sem zato, da svetim z ljubeznijo. To je nemška karta, nove podobe so gor. Ljudeh iščem njihove moči, njihove dobre lastnosti. Vsak ima v sebi drobno lučko, žarek Božjega. Dovoljujem si, da vidim svetlobo v ljudeh. Jaz sem svetloba, ki privlači svetlobo. Jaz sem svetloba, ki osvetljuje temo. Ja, vsak izmed nas lahko sveti. In lahko si predstavljate na ta način, kot da s tem, ko delamo korake, čistimo svetilko. Tista svetilka, veste, ki je postala popolnoma sajasta, popolnoma zapacana in ni več mogla svetiti. In zdaj čistimo. In zato, ja, pomembno je, da poznamo zgodovino, zato da vemo, kje se je zataknila energija. Ker ni slučaj, da se rodimo na določenem območju, ker tam, kjer se rodimo, ponavadi ostane zataknjena energija, če ne ostane na območju, pa ostane zataknjena z določenimi ljudmi. In zato smo tukaj. Žalostno je, ali pa mogoče en tak rdeče zastave. Slovenija je še vedno med vodilnimi državami po samomoru. Pomeni, da slovenski narod je dejansko tako močno obremenjen, poleg nekaj narodov v svetu, in je čas, da počistimo. In ja, vsak ima kaj za narediti, tako da delajte na tem, da počistite vse tisto, kar ne služi več v vaše življenje. Začnite s fizičnim čiščenjem, pa vse tisto, kar čutite, da vas malo strese, naj gre stran, pa mogoče kakšen človek je zdaj s korono tudi odpadel, kar ni nič narobe, zaradi tega, ko se dela prostor novemu, je prav, da se majhne stvari pač prečistijo, preluftajo. Uživajte in naj bo vaše življenje lepo. Veste, življenje lahko postane lepo, ko dovolimo. Ko dovolimo in ko odpremo okna, vrata, da lahko to pride v naše življenje. Uživajte. Imejte se radi.